tretji del Blender tutoriala v slovenščini. Tema današnjega raziskovanja je še vedno enaka kot prej, se pravi modeliramo in si pri tem pomagamo z modifierji. Danes bomo naredili eno drevo in sicer iz dveh objektov, enega za deblo, drugega za veje z listi. Pa dajmo tole preimenovati v drevo, pa zraven bomo shifta dodali še en plane, takole, ki pa bojo naše veje. Tako. Ok, zdaj, če se prvo lotimo debla. Pogledali bi si, se pravi, kaktus smo v preteklosti že naredili takole, da smo si to zadevo majhen dvigali pa premikali gor, ampak kaktus je kar enostavne oblike. Zdaj to ne pride v poštev za razvoj oziroma za razvejati drevo rabimo majhen več svobode pri pozicioniranju levo, desno, gor, dol. Zato bomo uporabili skin modifier in tole zgleda čuden, ne zgleda na drevesu podobno. Bomo šli v wireframe mode in v edit mode in bomo takole porezali stran, mogoče najbolj, da si tole kar izklopim. Se pravi, izbrali bomo takole z enko točke in bomo porezali stran takole. Namenoma sem izbral wireframe mode, zato ker enostavno lahko takole dosežem točke tudi, ki so zadaj. No in si bom pustil samo dve. Zdaj bom pa tole upalil nazaj. Šel v tole in mogoče si nastavil takole, da kaj vidim. Ok. Zdaj pa lahko kar enostavno z EM takole vlečem ven, z Ctrl A pa spreminjam širino. Takole. Ctrl A, majhen razširimo to. Z Ctrl R, kot smo navajeni pri loopcutu, pa lahko še takole eno upalim vmes. Ctrl A, da zadevo razširimo. Tako. Zdaj pa čisto po želji, drevesa so dokaj random, tako da si tudi mi lahko prvoščimo. Glejmo samo, da imamo vsaj klele v vejah vsaj nekaj geometrije na voljo, ker jo bomo uporabili v kombinaciji z particle sistemom. Tako, še malo v drugo smer. Tole lahko malo razširimo, tole tudi, tele pa zmanjšamo. Ok. Eno še klele, pa mogoče takole še, da se nadaljuje. Hop, 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 hop. Ok, tole bo v redu. Zdaj bi pa, se pravi, listje ne bo šlo kar iz povsod, ampak bo šlo samo iz določenih bolj končnih točk. Se pravi, še vedno smo v edit modu, s tem, da bo to stvar zdaj treba, oziroma v object modu, še ne, mogoče še ne, gremo kar takole. Označimo, se pravi, pritisnil sem C, da gremo v tole selekcijo, ki nam naredi tale krog, ki ga s kolečkom lahko povečujemo. In si označimo vse tele končne točke, mogoče tudi še kakšno zraven. Takole. Ok, zdaj bomo šli v tale pogled, kjer si lahko v vertex groups lahko dodamo tole, pa rečemo ja, tako. In kliknemo assign. To pomeni, da tele točke imamo zdaj v skupini. No, zdaj pa bi se lotili še tegale vejevja in bomo izbrali kar plane in se ga bomo lotili z knife toolom. Zdaj, to mogoče ni najbolj učinkovit način, kako bi tole lahko rešili, je pa eden izmed načinov, ki ga je vseeno vredno poznati. Pa bom kar takole
približam neko listasto obliko probo zadeti. Se pravi, na vsakem to bo veja, iz katere bojo šle manjše vejce, na koncu katerih bojo takole listi. Kot rečen, drevesa so kar random, tako da ni se treba vsaj za namene tele prezentacije nekaj pol matrati. Seveda je pol kvaliteta vašega artworka odvisna od tega, koliko imate sami potrpljenja z detajli in tako naprej. Takole, evo, pa smo že skoraj okoli. Takole in zaključimo. Enter, da potrdimo. Zdaj pa s trojko lahko izberem no. Tukaj nimamo v redu zaključen. Aha, takole, Ctrl-I, da pobrišem vse, kar ne paše zraven, takole. Ok, zdaj bi pa radi te stvari ločili na vejo in liste, ne? Se pravi, gremo spet v Edit mode, izbral bom ena, da mi pokaže takole točke in bom posod, kjer hočem, da je list, označil tele dve točki in pritisnil Y, da mi jih poveže. Hop. Takole. Tako. In zdaj grem tukaj v pogled materialov. Za osnovni material bomo, da vidimo, nekaj imamo že itak ustvarjeno, pa bomo to izbrali za barvo veje. Tole nekaj takega. Zdaj bomo pa izbrali 3 ploskve. Se pravi, 3 na tipkovnici, tipka 3 nam menja tole. Izberemo ploskve, dodamo nov material in izberemo še eno barvo za liste. Kliknemo Assign, pa nam jih mora pobarvati. Ok, tole je kar v redu. Zdaj mogoče gremo lahko še v Sculpt mode, izberemo tale tool, se takole majhen oddaljimo in zadevo takole malo, ali pa če približamo kar individualne listke, takole majhen razmečemo. Toliko, da ni ploh, da je majhen raznolikosti, ok? Ja. V redu. Kar moramo še narediti je, da poravnamo tole zadevo z centrom in sicer tale pikcer nas zanima. Označil sem vse v Edit modu in jo bom prestavil takole gor. Se pravi, tole bo naša točka, ker jo bomo uporabili za partikle iz tukaj ven bo raslo. Ok. Iz tega sem prišel zdaj za temle numpad slash, da sem prišel ven. Ok, zdaj bomo pa tule mogoče uporabili še en modifier in sicer Subdivision Surface, ki nam bo takole zgladila zadeve, da zgledajo majhen bolj prijazne. Mogoče še v materialu, no, majhen moteče, ker se stvar tako svet, tole kar damo nadol, oziroma čisto majhen se lahko roughness povečamo, ne? Pa mogoče bi mu dal shade smooth, v kombinaciji s tem doskrat uporabimo tale normals auto smoothing, klele sicer ni kaj precej očitno, razen mogoče v robovih. Aha, smooth shading bi mogel klele vključiti, ja, tako da. A ne, klele pa robovih se vidi, da nam naredi tisti smooth shading prelom. Ok, particle system. Se pravi, tole lahko majhen pozapremo. Gremo v particle system. Tukaj bomo dali na -1, zato da se nam ne pojavljajo, ampak da so že vsi prižgani v začetka in tole povečamo na daljšo steno, kakor je naš timeline.
Takole, zdaj pa fiziko smo rekli, nobene fizike, render pa bomo imeli object in sicer bomo izbrali tukaj vejo. Zdaj zaenkrat nič ne vidimo, da vidimo, kaj se dogaja. Mislim, da moram jaz tale skin najprej applyati, evo, pa se nam pojavijo. Ampak nismo zadovoljni še z nastavitvami, zato bomo šli nazaj v particle system nastavitve, povečali tole zadevo in predvsem mu določili, kje se pojavijo. Se pravi, gremo pogledati vertex groups, pa bomo klele za density izbrali krošnja. Evo, pa ga imamo po samo tam, kjer smo določili, da raste. Zdaj je pa treba še mogoče rotacijo majhno štimati in to pa najdemo tukaj. Damo zadevo majhen na random. Takole. Ok. Mogoče še, če povečamo tale scale, randomness, bomo dobili majhen bolj zanimive oblike. Tako, zdaj pa dajmo tole shraniti. Čisto samo zato, ker gremo v settinge, ki se mogoče lahko sesujejo. Šel bom v tale shaded pogled, pa si bom tole luč prestavil nekam takole zadaj. Takole, da jo sploh ne vidimo. Par scen si bom tukaj prižgal. Takole. Zdaj pa gremo v same shading settinge. Tukaj vidimo, da imamo use nodes prižgane, ne? Zdaj tole mislim, da nismo še nič kaj dosti gledali v shading tabu, s tem, da si bomo spet prižgali tole. Pa takole, da ne kaže, kaj imamo zbrano. Bom jaz prvo izbral tole vejo, zato ker imamo klele dostop do tega slota, pa bom namesto principled bom dal translucent shader, takole. In isto zeleno barvo. Pa bom tole obesil noter namesto tega. Evo, da vidimo razliko. Se pravi, tale, vidite, da se svetloba od zadaj se opne v tole, čez pa ne gre nič, ne? Zdaj pa, če pogledamo tega, pa vidimo, da nam svetloba, ki prihaja od zadaj, nam v bistvu proseva čez. Evo, pa smo en tak low poly drevo naredili, zdaj, če bi hoteli fotorealizem, bi pa mogli precej bolj v detajle. Ok, to je to za to uro, pa se vidimo v naslednjem. Čau.